Profesorica Barica Marentič-Požarnik, kot strokovnjakinja za visokošolsko didaktiko si že vrsto let prizadevate za čim boljšo usposobljenost univerzitetnih predavateljev, tako tistih, ki to šele nameravajo postati, kot tudi tistih, ki so že v samem pedagoškem procesu. Predno spregovoriva o izvajanju zakonsko določenega programa teh vsebin in možnih drugih oblikah osvajanja omenjenega znanja, seveda najprej vprašanje, zakaj so te vsebine tako pomembne za visokošolske učitelje? Visokošolski učitelj že ime pove, tudi ime docent, predavatelj, da je on tisti, ki poučuje, ki hkrati raziskuje in poučuje. In te dve funkciji naj bi bili v ravnotežju. Vendar, kot vemo, znanstveno-raziskovalna močno prevladuje. Učitelja se meri, ocenjuje potem, koliko je objavil, kje je objavil in tako naprej. Kako pedagoško dela, boljše, slabše, to pa ostaja čisto v senci že vsa leta. Vi ste prej omenili, da se že vrsto let s tem ukvarjam. Bom kar rekla 40 let in imam občutek, da v nekaterih stvareh se univerza strašno počasi premika. To je en avtor rekel, univerzo je težje premakniti kot pokopališče, mogoče v enih stvareh. O teh problemih pripravljate tudi vrsto seminarjev in na nedavnem posvetu na Filozofski fakulteti z naslovom Kako spodbujati pedagoško odličnost v visokem šolstvu, so v bistvu prisotni izrazili željo po tem, da bi bilo v habilitacijskih merilih več pozornosti na pedagoških usposabljanjih visokošolskih učiteljev. Učitelji v osnovnih in srednjih šolah, kot vemo, morajo imeti opravljeno ustrezno pedagoško izobraževanje in strokovni izpit iz tega, ne? Za visokošolske učitelje pa to ne velja. Kako potem v takih razmerah zagotavljati pedagoško odličnost? To je problem, ki se tudi že zelo dolgo vleče. V domačem arhivu sem našla merila iz leta 1995 in ta so imela noter določilo, da naj bi asistent ob drugi izvolitvi imel dokazila o pedagoški usposobljenosti in celo piše zadaj, da bi jih pridobil na tečajih kot centra za pedagoško izobraževanje. To je bilo 20 let nazaj, nova merila so ohranila samo nastopno predavanje. To je seveda daleč premalo. Kako lahko nekdo v enem predavanju dokaže, da je res dober učitelj? No, samo če ima on nastopno predavanje, potem te spretnosti ali pa te veščine mora nekje dobiti, ne? Ja, vendar komisija za to predavanje so v glavnem njegovi kolegi iz stroke in kot vemo, oni bodo poslušali, ali je strokovna spoznanja v redu, na redu, nič pa v tem, v tistem predavanju jih on ne bo aktiviral, ne bo jim postavil vprašanj, to predavanje ponavadi ni interaktivno, kakršna bi v sodobnem času predavanja morala biti, ne pa da učitelj govori, v novejšem času tudi kaže prosojnice eno za drugo, tja 90 minut, študentje pa sedijo, poslušajo ali ne poslušajo. Jaz kot psiholog, moja stroka je psihologija učenja, vem, da to psihološko ne štima, ne ustreza. S tem se ne učiš optimalno. No, ampak ker sva predpostavili pač te opombe ali pa razmislek o usposabljanju. Kaj ste jim pa odgovorili na tem pred dnevi na tem seminarju? Sicer za pedagoško usposobljenost zadnje čase kot merilo uporabljamo tudi študentske ankete, ki se jim daje velika teža, celo bi rekla včasih prevelika, ker so edino merilo te usposobljenosti. Se spet prešteva, koliko
točk, kako študentje ocenjujejo. Mislim, da bi bilo važnejše, tako kot v tujini naredijo, da ne vprašajo toliko, koliko so te študentje ocenili, ampak kaj si ti naredil v zvezi s temi ocenami, da bi boljše učil, da bi bolj jih aktiviral in tako dalje. No, poglejte, v okviru evropskega projekta Kakovost Univerze v Ljubljani 2017-2015, ki je potekal na Univerzi v Ljubljani, ste bili tudi izvajalka obsežnejših izobraževalnih programov osnove visokošolske didaktike. Kako pa je ta program potekal? Ja, to sva bili skupaj s kolegico dr. Andrejo Lavrič, to je bil timski pouk, pristop. Mogoče najprej povem, da je bilo 5 ponovitev in da je bil interes zelo velik. Da čim se je na spletu pojavila ponudba, so udeleženci že zagrabili. Omejili smo pa število na 16, zato da smo res lahko aktivno delali. No in 4 vikendi, vmes so imeli tudi domače delo. Želeli pa smo, da tako poteka, da so oni v vlogi študentov, da na svoji koži občutijo te aktivne metode, diskusije, za proti, tako zvano metodo snežene kepe, akvarij, skratka najrazličnejše metode. In da potem seveda ne samo, da jih izkusijo, da potem tudi o tem spregovorimo, zakaj je metoda dobra, kako jo lahko prilagodijo svojemu okolju, ker to so bili iz tehnike, biotehnike, medicine, družboslovja, od vse povsod. Zelo pomembno jim je bilo, da je vsak imel tudi poskus, 8-minutni poskus, ko je tako mini predavanje. Eni so bili študentje, eni opazovalci in so mu študentje, opazovalci povedali, kako so ga doživeli. Poleg tega se je pa tudi pogledal, to je ta video povratna informacija. In ko smo na koncu imeli evalvacijo, so v glavnem to dali na prvo mesto, da so iz tega največ dobili. Veliko so dobili iz kolegialnih hospitacij. Vsak je moral iti k enemu kolegu, ki je delal študenti vaje ali seminar ali karkoli, in obratno, tako da sta se zamenjala in si tudi povedala pripombe. Jaz mislim, da si študente aktiviral, ampak tisti tam zadaj pa niso dojeli ali karkoli. Potem so morali tudi literaturo. Zanimivo je bilo pa to, ko smo jih vprašali, iz česa ste veliko pridobili, iz odmorov ob kavi, prosim vas. Takrat, ko se med seboj rečejo, to je moj problem, to je tvoj, kako to rešuješ, iz tega so zelo veliko dobili in so tudi povedali, da v domačih inštitucijah je takih pogovorov, kako delati s študenti, kako boljše, slabše, da takih pogovorov skoraj ni. To je bil problem. Moram pa reči, da sem se tudi jaz od njih veliko naučila. To so bili v glavnem mladi, zagnani ljudje. Vedeli so, da jim to ne bo direktno pomagalo v karieri, ampak so vseeno veliko truda vložili v to, da bi bili boljši. Se gre nekako za neko osebno rast. Pa zadovoljstvo, pravi. Jaz želim z njimi dobro, da od študentov dobim to nazaj vrneno, ker čim jaz začnem tako delati, se mi oni odzovejo in imam več zadovoljstva v poklicu in tako naprej. To tudi tu je, ko sem bila na raznih tujih konferencah in tako dalje, poudarjajo, da je sicer bolj naporno te metode uveljavljati, da študente, da daš pred njih probleme, da jim daš domačo nalogo, da jih potem v tak pogovor vpleteš, vendar to dobiš nazaj. Vse je zanimivo, ko sem pregledovala te vašo evalvacijo, kar so navajali, da so popolnoma spremenili princip recimo podajanja določene snovi in kakšen učinek pozitiven je takoj se pokazal pri študentih. Ja. Sicer to, ali bodo pa študentje
večinoma bolj poglobljeno študirali, ali bo njihovo znanje boljše, to seveda bi treba bilo še naprej zasledovati, vendar ti takojšnji učinki so bili zelo dobri in ker je v skladu s tem, kako se ljudje učimo. Danes psihologija učenja, ki je moja osnovna stroka, ogromno ve o tem, pa nevroznanost, pa recimo kako deluje naš spomin, pa pozornost, pa motivacija, pa vpliv čustev na učenje. Spoznanje o tem je celo morje. In seveda, če ti študentom govoriš 1,5 ure, oni sedijo in čez pol ure več niso pozorni, potem gre to vse mimo njih. Je pa seveda še dokaj velik problem na nekaterih fakultetah, zlasti pri nas, koliko poznamo situacije, ne? Ko se univerzitetni učitelji soočajo z velikimi skupinami študentov, ne? Prepolnimi predavalnici in tako naprej. Kako v takih razmerah ustvariti dobro pedagoško klimo, dobro motivacijsko naravnanost, ne? No in zanimivo tudi z tega vidika naj bi bil predavatelj razmišljujoč profesionalec, kot vi pravite, ki bi imel odgovoren odnos do pedagoškega in pa raziskovalnega dela. Ja, povezoval. Kako to doseči? Imajo učitelji s tem, oziroma profesorji na visokih šolah, na univerzi s tem težave? Ja, ravno 2-3 dni nazaj je bilo v časopisu, ne bom govorila o teh aferah in tako dalje, ampak ogromno razburjenje zaradi znižanja kontaktnih ur, ne, ki so jih nekje znižali ure in seveda kakšne so posledice. Tukaj se vprašaš, eno je število kontaktnih ur, eno je pa kaj iz njih narediš. Ker veliko naj bi študentje znali delati samostojno, študirati doma samostojno in danes se zelo uveljavlja to, da se jim da določen, ne prevelik, kaj bi rekla, eno nalogo, kar naj doma prej preberejo, preštudirajo, že pripravijo vprašanja in potem se na teh kontaktnih urah ta vprašanja razčiščujejo. Rekli ste velike skupine. To je problem. Ko je Margaret Thatcher pritisnila grdo visoko šolstvo, so naenkrat imeli ogromne skupine in imam jaz doma 3-4 angleške knjige, kjer piše predavati velikim skupinam, seminarji velikim skupinam, kaj narediti. Ne moreš vsega, marsikaj pa lahko. Spomnim se kolegice pred leti iz ekonomske fakultete, tam imajo tisto veliko predavalnico, je imela 200, ne vem koliko študentov. Je rekla, prav to je naredila, ko je predavala toliko in toliko, jim je dala en problemsko nalogo in je rekla, tisti, ki skupaj sedite, 4-5, dajte razmisliti, kako bi ta problem rešili. Jim je dala 5 minut, to so bili manjši problemi. Potem je pa rekla, no, kdo bi pa želel povedati, seveda ni mogla pri 200 iti skozi, ampak zmeraj se najde en in reče, mi smo pa tako. In v tem je tudi, če bi ona šla, kaj pa ti misliš, to so študentje v stresu, če pa reče, kaj pa vi mislite pa študentje, če mi smo pa prišli do tega pa tega, mi bi vas radi še to vprašali in je z veliko skupino vsaj nekaj naredila. A ste vi opazili kakšno naravnanost glede pripravljenosti uvajanja teh sprememb pri, recimo, z različnim pedagoškim stažem, daljšim, krajšim? To nisem posebej zasledovala. Prvi pogled mi pove, da te, ki prihajajo, so ta, bom rekla, mlajša in srednja generacija. In to je zanimivo vprašanje. Mislim pa, da nam teh na mlajše lahko računamo, vendar, kaj bi rekla, na ta usposabljanja prihaja tako majhen odstotek, da ta vpliv še ne more biti tako velik, kot pa verjetno veste, v naslednjih letih univerza
misli spodbujati še več izobraževanj, samo da so krajša, ne. Naši so bili tam cel semester, da so ljudje skupaj en dopoldan, 2 dopoldneva na eno ali drugo temo in tam seveda ne moreš pričakovati čudežev, vendar lahko to sproži le določena razmišljanja. Kaj so vam ti udeleženci seminarjev pripovedovali? Obstajajo v posameznih okoljih kakšne prepreke, zavore, ovire glede uvajanja teh praks? Seveda so spodbude, so ovire. Ena od ovir je pravzaprav indiferentnost. Vseeno je, kako delaš, jaz delam tako, ti tako. Jaz sama, ko sem začela s temi zadevami v 70. letih, tudi z visokošolsko didaktiko. Moja didaktika tale je šla 78, tako da imam že kar en staž. Ampak je bila ta indiferentnost en plus. Imela sem eno oporo, to je bil profesor Schmidt, ki se je pri nas s tem začel ukvarjati. Drugače pa ljudi ni zanimalo, kaj delam, kako delam, in jaz sem delala stvari, ki sem mislila, da so pomembne. Kako se učijo učenci, kako se učijo učitelji, kako se učijo visokošolski učitelji, in potem sem imela veliko srečo, da sem tako rekoč padla v mednarodno skupino ekspertov, ki se je s tem ukvarjala res na najvišjem nivoju. O tem sem tudi pisala. To je ta King's College. Skoraj 20 let smo se dobivali vsaki 2 leti. To so bili ljudje iz Nizozemske, Anglije, Skandinavije, vse povsod, ampak vrhunski. To niso bili kongresi. To so bile delavnice, povej mi, kako delaš, naredi to. Kako ti delaš s temi visokošolskimi? Aha, jaz mislim, da bi to lahko naredil drugače. No, in to je bil vpliv, ki me je oblikoval in ki je tudi pomagal, da sem vztrajala. Ker glejte, to je zdaj 40 let, ker sem imela prvi seminar, in če bi čakala na priznanja od domače, kaj bi rekla, strokovne publike, bi se načakala še čisto v zadnjem času ta projekt, in to je stvari premaknil. Zdaj na te mednarodne seminarje, kot ste rekli, še skozi v bistvu se jih udeležujete. Ja, to je bil ta ljubljanski, zdaj zadnji. Ste bili tudi na 40. mednarodni konferenci Improving University Teaching, ne? Ki je bil letos julija v Ljubljani. Ja. Pa me zanima, kakšni so trendi na področju izobraževanja v Evropi, visokošolskih učiteljev namreč? Naj bom rekla, da ima vsaka pomembnejša univerza nek svoj center, ki se različno imenuje. Tale se imenuje Learning Institute, ali za izboljšanje poučevanja ali karkoli, ki nad tem bdi, in to je zelo pomembno. Mi smo imeli Center za razvoj univerze, nihče se ga več ne spomni, in ta bi lahko to opravljal, pa so ga nespametno ukinili. Torej, je center, je nekaj ljudi, ki se full time, kot pravimo, s tem ukvarjajo. To je tudi pri nas, nikogar nimamo. In bi te mlajši, če bi imel vsaj polovico, da se reče, polovico delaš na filozofski, polovico pa na teh tečajih, bi bilo že nekaj narejeno, da to ni zmeraj nekaj zraven, nekaj nad tvojo obveznostjo. No, in v tujini ponekod že uveljavljajo obveznost. Finska, nekatere angleške univerze, ponekod to štejejo zelo dobro in moraš odkljukati, kje si bil, kje si se usposabljal. Celo take, kot je Španija, Portugalska, celo tam sem opazila, da vedno več pozornosti temu posvečajo. Ni pa enotnosti. Če si pogledate,
Leta 2014 je Evropska komisija izdala tako knjigo, report na najvišji ravni, in tam imajo tudi 14 priporočil, kaj narediti, in ugotavljajo zelo veliko raznolikost. Ne moremo še reči, da je tukaj nekaj enotnega, ker izgleda, da je to zelo zahtevno. Ja, kako pa potem vi vidite implementacijo teh znanj v prihodnje v visokošolskem prostoru? Ravno ta mesec se bodo na univerzi naši pogovarjali, kakšne so potrebe in kaj bi recimo razpisali. Razpisali, izgleda, bodo vrsto takih krajših, 10-urnih in podobno tečajev. In izgleda, da bo to za nekaj časa tisto, da bo vsaj ljudje se udeležili nekih kratkih stvari, ki bi jih malo ozavestile. Ta naš daljši, upam, da bo sofinanciran, ker če bi to morali asistenti svojega žepa, tak daljši seminar, to bi bilo, ne bi bilo lahko, ne. Več zajetno, ne? Ja, na drugi strani pa, gledajte, vsako podjetje skrbi za to tako zvano permanentno vseživljenjsko izobraževanje. Univerza bi tudi morala, jaz mislim, začetek je tukaj, da bo na tem se nekaj dogajalo. Malo me skrbi ta profesionalna raven, to je treba držati, in se mi zdi, če bo zdaj to se nekako razpisovalo, tu mislim predvsem recimo na e-učenje pa na take stvari, ki se hitro lahko preveč površno jemljejo, da bi noter vstopile kakšne firme, take drugačne, in je vprašanje, kaj bi bilo s to profesionalnostjo, ker to pa je treba delati tako, kot je treba.